Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, želim vam lep dober večer v imenu Zbora za Republiko, ki v teh zadnjih dneh po številnih slovenskih mestih prireja tribune, javne tribune in se sprašuje, kdo nam je pravzaprav v resnici ukradel državo in ali so za odstranitev Janeza Janše res dovoljena vsa sredstva. Lepo pozdravljam vse predstavnike lokalnih skupnosti, visoke goste, med njimi evropskega poslanca dr. Milana Zvera in pa oba poslanca Državnega zbora, gospoda Franca Breznika in pa gospo Patricijo Šulin, ki je prišla iz Nove Gorice tja do Slovenskih Goric in sem je še posebej vesela. Pozdravila bi pa seveda tudi oba člana Sveta Zbora za Republiko, ki sta se mi pridružila na odru. Na moji desni strani gospod France Cukjati, ki ga seveda vsi dobro poznate. Veste, da je bil predsednik Državnega zbora in to zelo uspešen in da je kar pronicljiv premišljevalec naše družbene stvarnosti, kar seveda lahko z enako mero rečemo za gospoda na moji levi, ki ga tudi vsi dobro poznate, dr. Ivan Štuhec, teolog. Na moje ime pa je Andreja Valic-Zver in sem zgodovinarka. Kot že rečeno, vsi trije pa smo v Svetu Zbora za Republiko. In danes smo v Lenartu, ki je na poseben način zvezan z zelo odločilnimi časi slovenske zgodovine. Predvsem morda bi izpostavila tukaj eno osebnost, ki je zelo rada letovala v bližnjem Zavrhu. To je eden največjih sinov slovenskega naroda, Rudolf Maister Vojanov. No in v Zavrhu so nastale nekatere njegovih najlepših pesmi, ampak jaz bi morda tukaj izpostavila, da je bil on človek, ki je zelo odločilno oblikoval slovensko preteklost in lahko s polno mero rečemo, da če ne bi bilo Rudolfa Maistra, tudi Maribora in Štajerske ne bi bilo v Sloveniji. On je bil na nek način tudi moj gorenjski rojak, rojen v Kamniku in šolal se je v Kranju. In tisto, kar je označilo njega in druge velike može slovenske zgodovine, je pa dejstvo, da je znal prepoznati tisti pravi zgodovinski trenutek, ko se je potrebno odločiti in to pogumno in jasno in vizionarsko, daljnosežno odločiti. In on je to zmogel. In vemo, kako se je potem njegovo življenje odvijalo naprej, a je dobil kakšno nagrado, kakšno priznanje v svojem času svojega življenja za to svoje dejanje. Bore malo ali nič, ravno obratno, skoraj prisilno je bil upokojen in je potem svoje zadnje leta preživel na Notranjskem. Kako se Slovenci obnašamo do velikih mož, ki jih imamo med nami? Spomnimo se Primoža Trubarja, pobegniti je moral na Nemško. Spomnimo se dr. Jožeta Pučnika, kaj se mu je dogajalo v njegovem življenju. Ogromno hudih stvari v Sloveniji in tudi on je moral pobegniti na Nemško, da je lahko normalno živel. Kaj se dogaja Janezu Janši? Kako se obnašamo Slovenci? Kam bomo izgnali Janeza Janšo? Če bi poslušal tako imenovane, jaz temu rečem kar profesionalne protestnike, ki hodijo zadnje čase po naših mestih, zlasti tiste, ki nosijo transparent z napisom Politiki maršu Barbara Rov, potem je seveda odgovor na to moje retorično vprašanje jasen.
Pred kakšnim dobrim letom je Milan Zver pisal o političnem in medijskem pogromu nad Janezom Janšo in v teh časih si velja ponovno priklicati v spomin in v razmislek, zakaj je pravzaprav Janša tarča tako silovitih napadov. A je to zaradi njegove osebnosti, a je to zaradi česa drugega. No in če se spomnimo, včasih si moramo pač obuditi zgodovinski spomin, da lažje razumemo sedanjost in da tudi lažje razmišljamo o naši prihodnosti. So Janeza Janšo preganjali že v 80-ih letih. Mislim, da nismo še pozabili procesa proti četverici, ljudi, ki so stali na Roški, ki so tvegali svoje glave za to, da je Janez Janša prišel iz zapora na Roški in da se je potem začela demokratizacija Slovenije in pa osamosvojitev. Očitali so mu, da ni sposoben kot voditelj vojaške plati slovenske osamosvojitve, je dokazal, da temu ni tako. Potem so ga in ga še vedno obtožujejo, da ni demokrat, da je avtokrat, da vlada s trdo roko, kar so seveda smešne trditve. Potem so šli na osebno raven in se niso ustavljali niti pred njegovo družino, niti pred sinom. Hvala Bogu smo ta teden prebrali v neki slovenski reviji, kako je s tem sinom in kako je s to družino. In mislim, da smo dobili popolnoma drugačno sliko. Niso se ustavljali niti pred mrcvarjenjem, seciranjem njegove osebnosti, duševnega stanja. Zakaj in komu je torej Janez Janša tak trn v peti? Mislim, da je odgovor v politični paradigmi, v tistih vrednotah z polja politike, ki jih Janez Janša pooseblja. In to prav gotovo niso vrednote neke zaprašene preteklosti, nekega kotla, iz katerega smo ušli, ampak so to vrednote sodobne, demokratične Evrope, ki prisega na vladavino prava. Kako pa je s tem na Slovenskem? O tem bomo seveda danes premišljevali. No, jaz bi morda v tem uvodnem delu opozorila na, se mi zdi po mojem mnenju, enega ključnih odgovorov na vprašanje, zakaj Janez Janša in zakaj politična paradigma, ki je zavezan. Mislim, da v osnovi gre tukaj za tranzicijsko prerazporejanje bogastva, ki se je začelo že v zadnjih vzdihljajih nekdanje jugoslovanske države, že v času Anteja Markoviča, ki je, oziroma njegova vlada, sprejemala zakone, s katerimi so posebne privilegije pri razprodaji podjetij, pri privatizaciji podjetij dobivali direktorji. Torej ta sloj direktorjev. In mislim, da tudi nismo še pozabili, da je morala biti večina direktorjev moralno, politično neoporečnih, preverjenih kadrov. No in ta zgodba s to našo slovensko ekonomijo in s to našo, nekateri pravijo, prihvatizacijo, tajkunizacijo in tako dalje, kar je še teh izrazov, se vleče vse do danes in se pravzaprav v zadnjih mesecih zaostruje. In mislim, da je potrebno reči Bobu Bob in povedati, da smo Slovenci pred finančnim in tudi siceršnjim zlomom, ne samo političnim. Če nam spodrsne na polju politike, če gremo zdaj v neke čudne eksperimente, ki so jih zakuhali Virant in strici iz ozadja, potem seveda se nam bo zgodilo to, da si bomo morali poleti izposoditi približno 1,5 milijarde evrov za to, da bomo imeli pokojnine,
štipendije, socialne transferje, plače javnih uslužbencev. In če tega denarja ne bo, če nam ga nihče ne bo hotel posoditi, kaj potem? Drvimo torej v grški scenarij, pa ne v scenarij grških otokov, Rodosa, Iosa, Kosa, ampak v scenarij Aten in krvavih dogodkov, ki so se dogajali na atenskih ulicah. Kaj se nam lahko zgodi? Lahko se nam zgodijo tisti časi, ki jih nekateri opevajo kot dobre, stare, zlate čase jugoslovanske države. Ampak kaj govorijo zgodovinski viri in časopisi iz tistega časa? Kako smo hodili v tujino po razne dobrine, ki jih imamo danes na policah vsake trgovine. Od banan do čokolade in tako dalje. Kako smo hiteli menjavati denar za konvertibilno valuto. Kako smo recimo oktobra 1989 imeli 11.000% inflacijo. Si res želimo nazaj tistih časov? Jaz osebno vem, da ne. In naj zaključim s Pučnikovo mislijo, zravnajmo naše skrotovičene vrbaste hrbtenice. Vstanimo in prepoznajmo, zakaj v bistvu gre pri uničevanju naše države in zakaj v bistvu gre pri preganjanju Janeza Janše. Poglejmo resnici v obraz in razmislimo o tem, kaj je prav, kaj je narobe, kaj je dobro, kaj je slabo in obravnimo vrednote slovenske pomladi. Hvala. Doktor Cukjati, predajam vam besedo. Ja, če mi pa gospa Valič zvije ta besedo, pa jo pa že moram z veseljem sprejeti. Lep pozdrav v mojem imenu. Ja, novo leto je že za nami in na začetku tega leta za nesrečno številko 13 se človek vpraša, kakšno je bilo preteklo leto. Čudno je bilo. Čudno. Najprej prvič v zgodovini se je zgodilo, da stranka, ki je dobila večino glasov, ni mogla oblikovati vlade. Dobro, to ni nič hudega. Potem je zaškripalo z javnimi financami. Zakon o uravnoteženju javnih financ in tisti ukrepi racionalizacije in varčevanja. Zelo hudo je bilo, če se spomnite, kaj vse so napovedovali sindikati in s kako težavo je šlo to skozi državni zbor, pa je šlo nekako. Tudi proračun je šel za leto 2013-2014. No, potem smo imeli sredi leta tisto zanimivo afero, ker za državno proslavo organizator ni povabil praporov ne domobranskih, ne partizanskih in seveda se je vsul plaz obtožb, da ta vlada, seveda Janševa vlada, nič drugega ne dela, kot samo ideološki razkol med ljudmi poglavlja. Dobro, tudi to je šlo mimo. Potem pa je zazijala več milijardna luknja v Ljubljanski banki. Ja, tam se je pa začelo. Namreč, mi smo že računali s 350 milijoni, to ni majhen denar, 350 milijonov. Bomo zopet dokapitalizirali Ljubljansko banko, pa bo nekako zopet šlo. Potem pa ta luknja. In potem je vlada pač zagrizla v to grozno kislo črvivo jabolko in je šla v smeri sanacije bančnega sistema s slabo banko in pa s holdingom, ki naj bi državno premoženje
zelo transparentno oblikoval oziroma se postopoma kot država umaknil iz gospodarstva. In seveda tukaj so se začele stvari nekako komplicirati. Najprej so se zahtevali referendumi s strani sindikatov oziroma potem opozicije, potem so bili tisti nesrečno štetje glasov in tako dalje. No, nazadnje je Ustavno sodišče reklo, o tem ne bo referenduma. In potem nam je uspelo tudi zelo dobro prodati obveznice, dolarske obveznice v Ameriki. Šuštaršič se je izkazal kot dober minister. In nekako smo začutili, stvari grejo na bolje. Ocena glede naše gospodarske finančne sposobnosti se je izboljšala. Obrestne mere za naše kredite, za tiste, ki smo jih že najeli in jih najemamo za premostitev krize, so se nižale. In nekako smo začutili, vsi mi, nekako bo šlo. Začelo je rast navzgor. Potem pa zopet demonstracije na ulicah. Vsi politiki naj odstopijo. In to seveda ob drugem krogu volitev za predsednika države. Namreč takrat se je že vedelo, da Danilo Türk nima več kaj iskati na tem mestu, da bo pač se je izkazalo, da bo Pahor dobil pred drugim krogom. In takrat se je sesulo. Nekaj se je sesulo. Komu se je sesulo? Komu? Komu se je nekaj sesulo, da ni videl druge možnosti kot takoj demonstracije? In ustvariti metodologijo in ozračje uličnega linča. To se pravi, nobeni demokratični prijemi nič več ne bodo prijeli, ne primejo. Tako so nekateri mislili. Ne primejo, potem je treba pa poseči po revolucionarnih metodah, seveda, ne, vse poznamo. Če ne gre zli, pa gre pa zgrda. In potem je seveda padla prva žrtev, Kangler v Mariboru. Jaz sem takrat rekel, nikar odstopiti. Zakaj? Ne briga me. Ali ima kaj masla na glavi ali ne. Če ga ima, mora to, imamo institucije, imamo organe pregona, mora iti skozi sodno obravnavo in če je naredil kaj kaznivega, je treba kazni, jasno, naložiti na rameno vsakomor. Ampak je odstopil. In prižgala se je zelena luč uličnega linča. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni ulični linč? Ulični linč pomeni, nekaj se je slišalo, nekaj se je govorilo, buf, ubesmo ga. Na prvi kandelaber. To je ulični linč. Nima obdolženec, nima nobene pravice, nobene možnosti pritožbe, se zagovarja, ne histerija uničenja. Drugič se je zelena luč prižgala v eni naših najvišjih inštitucij državnih, v državnem svetu. In tudi tam je moral Kangler iti. Moral iti. Ne gre za Kanglerja. Gre za pojmovanje. Ljudje, jaz sem se zgrozil, ali je to možno, da državni svet nekomu, ki je bil izvoljen legalno, po vseh demokratičnih načelih, po zakonu, po ustavi, mora oditi, ker so drugi tako rekli. Ker so tisti, ki ga niso volili, ki sploh nimajo volilne pravice, tako rekli. In že drugič se je prižgala huda zelena luč tej histeriji in rdeča luč za vse demokratično čuteče. A ste kaj tega brali v časopisih? Ja, mogoče je bil naslov. Kje so bili naši pravniki, naši ustavni pravniki od Cerarja, pa Pirnata, pa ne vem koga še vse? Kje so bili te ljudje, da bi se zgrozili?
Da bi rekli, a smo še demokratična država? Ne. Nihče. Molčali so. Molčali so. In vsi naši vrli preiskovalni novinari so molčali. Noben se ni zgražal, pa šel je. In glejte, ko se je ustvarilo okolje uličnega linča in je ta miselnost nekako zaživela med nami in smo kar mislili, pač tako je. Pride tisto glavno. Pride takoj po novem letu poročilo protikorupcijske komisije. Kaj je to drugega? Kot insinuacija, kot potikanje in sedaj pa treba na hitro linčati Janšo. Kaj je tako obremenjujočega v tem poročilu? Verjetno ste v tem času vendarle kaj prebrali. Jaz sem to poročilo nekajkrat prebral, potem sem poklical glede, no in seveda sem videl, da ne razmišljam samo jaz tako, ampak vsi pametni ljudje so rekli, odkot je Klemenčič Praprotnikova komisija ugotovila in utemeljuje, da je Janša v 9 letih, kolikor so preiskovali so 9 let njegovega delovanja, odkot so ugotovili, kako utemeljujejo, da je pridobil svoje premoženjsko stanje za skoraj 210 000 evrov. Ne milijonov, 1000 evrov v 9 letih. Ko sem jaz to prvič prebral, to številko, jaz sem si mislil, ja, presnet, a se je za 200 000 evrov prodal? A mislite, da bi se prodal za 200 000 evrov? Da bi se prodal, šel v korupcijo? Vse, če bi se prodal, ne bi bilo masakra, ne bi bilo linča, brez skrbi. Zelo lepo bi pisalo o njem. Zelo lepo. Vemo, kako to gre. Prodati se moraš, pa si njihov in te imajo. Dokler te rabijo, seveda, ne? Dokler te rabijo. Njega bi verjetno rabil, ker je odličen politik in strateg. Drugič, kar sem ugotovil, kje je argumentirana ta številka 210. In sem potem videl, da 100 000 je na račun tiste seveda parcele, ki naj bi jo prodal, ki jo je prodal in seveda kupil že leta 1992 pocen. Takrat so bile zelo poceni parcele, predvsem kmetijske in podobne. Sedaj pa tistih 15 000 kvadratnih metrov za gradbeno parcelo na elitni lokaciji ob Soči prodal za 131 000 evrov. In v tem je videla ta Klemenčič Praprotnikova komisija koruptivno dejanje, češ kupec mu je dal 100 000 več, kot pa je parcela vredna. Ne bom se spuščal v to neumnost. Skratka, abotno. Abotno. In to napišejo. Napišejo. Ko sem... Za svojega nekdanjega sošolca na gradbeni sem vprašal, ki je sodni izvedenec oziroma uradni cenilec, pooblaščeni cenilec za nepremičnine. Je rekel, to je noro. To je noro. Če bi jaz takole pisal oceno in pa vrednotenje parcele, jaz naslednji dan bi bil brez licence. Brez licence bi bil. Prvič, nobenih kriterijev za ocenitev niso navedli, nobenih kriterijev, nobenega postopka, nobene analize in podobno. In ta, seveda, kot sem rekel, to je ena taka insinuacija za koruptivnost, sedaj je pa bilo treba hitro izvesti linč. Veste, taka stvar, že po 14 dnevih, predvsem pa iz dneva v dan, ljudje manj verjamejo temu in tudi se bolj razkriva neumnost tega poročila. So na nek način bi zamudili ta trenutek. Hitro je treba. In za to hitrost seveda
je bil naprošen, očitno naprošen gospod Virant. Kajti 1 uro potem, ko je poročilo prišlo v javnost, je on brezprizivno enako zahteval odstop Janše. Poslušajte, pa ne moreš ti delaš skupaj v vladi, pa se so kolegi, pa se koalicija, pa se srečujejo, se tikajo, se pogovarjajo. A ni premogel toliko kulture ali pa toliko, bi rekel, hinavščine, no, če že hočete, toliko vljudnosti, da bi rekel, da bi najprej vprašal, ja, Janez, kaj pa je na tem? Vse to so hude obtožbe, kaj praviš na to? Ne, ni vprašal. Ni vprašal. Buf, odstopati mora. Za to, da bi seveda linč uspel, seveda je bilo treba tudi druge. Tudi drugi so podlegli tej histeriji, žal. Samo Nova Slovenija se nekako stoji ob strani. In tukaj se jaz vprašam, če gremo po tej poti, seveda, če bi Janša odstopil, pomeni, da legitimira ta postopek. Veste, to, kar je ta komisija počela, naj tudi povem, zakaj je bilo potrebno še predhodno se zavarovati, kako namreč v zakonu piše, da mora protikorupcijska komisija, takole piše, bom prebral, 7. odstavek 13. člena, takole pravi, kadar se ugotovitve komisije nanašajo na določeno ali določljivo fizično ali pravno osebo, komisija osnutek ugotovitev pred javno objavo, torej predno javno objavi, pošlje tej osebi, ki lahko v roku 7 delovnih dni izjasni o navedbah v ugotovitvah. To se pravi neka pravica pritožbe. Jasno, potem mora v poročilu biti tudi odgovor obdolžene osebe. Odgovor. Stvar mora izveneti bolj realno. Tisti, ki posluša ali pa ki bere poročilo, mora začutiti, da sliši obe strani. Logično. To je v demokratičnih pravnih sistemih. Ampak, da tega ne bi bilo treba spoštovati, je na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije bil sicer ta zakon kopiran, copy-paste so naredili iz uradnega lista, so pa ročno spremenili naslov člena. In sicer so mu dali naslov načelna mnenja komisije. Kaj to pomeni? To pomeni, da ta določba bi veljala samo v primeru načelnega mnenja, kjer ne gre za nobene osebe s priimkovim imenom. Ročno spremenili zakon. Poslušajte, to je za 10 let zapora. Zakon falsificirati, zato da svoj cilj dosežeš. Boste vi dobili nek poziv, ne vem, od koga, da je zaradi te kazni vam zaplenjena hiša po tem in tem členu tega in tega zakona. Pejte gledati ta zakon, če ni falsificiran, če ni spremenjen na kakšna beseda v zakonu. Tako komisijo protikorupcijsko imamo. Tako komisijo. In slediti tej komisiji pomeni samomor države. Veste, ta komisija, jaz sem jo že enkrat imenoval, je komisija za diskreditacijo. Ni to edini primer, kar dela ta komisija sedaj pri Janši.
Maja lani je višja državna tožilka v državni zbor poslala nek predlog, da naj bi državni zbor, ki je po zakonu pooblaščen za nadzor nad protikorupcijsko komisijo, da naj obravnava njen primer. Gre za višjo državno tožilko, ki je sodelovala v preiskavi tistega nesrečnega primera Bulmastifov Baričeviča, kjer je sprožila raziskavo o delu policajev, kriminalistov, ki so nekatere stvari zakrili in tako dalje. No, in seveda ta višja državna tožilka, seveda so ji odvzeli, ko je prišel Zalar, ko je prišla Pahorjeva vlada, so ji vzeli primer in tako dalje in seveda se je začel proces proti njej. In seveda, ki niso drugega našli, je pa protikorupcijska komisija bila primerno orodje. In tudi njo je raziskovala. Jaz bom samo povedal, kaj je napisala v tej vlogi državnemu zboru in ne vem, zakaj predsednik državnega zbora, gospod Virant, je to držal v Laducu in ni poslal poslanskim skupinam. V mojem mandatu se kaj takega ni zgodilo in jaz sumim, da je želel ohraniti verodostojnost protikorupcijske komisije, dokler ne bo opravila svojega glavnega dela, to je drugega poka, Patria številka 2. No, in v tem je takole zapisala. Bom samo en odstavek prebral. Namreč, ona je tudi dala svoj primer na upravno sodišče in tudi želi, da bi sodišče eventualne te kršitve integritete in koruptivna dejanja raziskalo in da se stvari raziščejo. No, pa je takole napisala. Prepričana sem, da primer, v katerem je predsednik komisije javno razglasil za koruptivno, moje ravnanje pa tudi kot kršitev integritete, nikoli ne bo ugledal sodišča. Preprosto zato ne, ker elementov ne za zatrjevano korupcijo, ne za zatrjevano kršitev integritete ni. Tako da jih ne bo mogla najti niti policija, niti disciplinski organ. In potem naprej takole. Vendar pa to več ni pomembno. Saj že cela Slovenija ve, da sem koruptivna, ali so elementi korupcije ali ne, pa ni več važno. Pa ni več važno. To je to, kar človeka boli. Mi živimo v nekem času, če bomo lase, bi mi šli po konc. Poglejte, primer Karba. Nič se mu ne zgodi. Nasprotno, ščitijo ga vsi lobiji, novinarski lobiji, Dnevnika, Dela, Mladine. Ste brali intervju Urške v Zadnji Jani, ko je Karba sprožil tisto, da je njen sin, da ima Downov sindrom, ko je šlo to v javnost, da ima Downov sindrom. Veste, to so perfidni sistemi lansiranja laži med ljudi. Perfidni sistemi. Ko je bilo lansirano, da ima ta leto in pol star fantič Črtomir Downov sindrom, je dobivala sočutja mater, ki imajo take otroke. Sočutja. Ljudje so to kupili. Ljudje so to kupili. Ljudje so tudi kupili, da Janša gradi za Urško bolnico v Avstraliji. Ljudje so to kupili. Ljudje so kupili,
da jo pretepa, da sta na psihiatriji hospitalizirana. Ona je rekla, da je novinarka, Urška je rekla, novinarka me je poklicala, takrat, ko sem bila doma, ko sem se igrala s Črtomirjem, me je poklicala, da sem v bolnici, da ona ima zdravstvene izvide, ali da ima dostop do njih, da je na psihiatriji. Mi živimo v svetu laži. V svetu laži. Glede, pred leti, ko je bila obletnica padca Berlinskega zidu, sem imel priložnost biti v Pragi v imenu slovenskega parlamenta in sem takrat leto pred smrtjo, predno je umrl, sem govoril z Václavom Havlom. To je legendarni predsednik Češke. On je tudi kot kulturnik in mislec globok, jaz sem njegove knjige požrl, tako rekoč. In pravi takole v eni svojih knjig, poslušajte. Življenje v posttotalitarnem sistemu je pretkano skozi in skozi spletenino hinavščine in laži. Oblast, torej oblast, v našem primeru tista zakulisna oblast, ampak oblast mora ponarejati dejstva, ker je ujeta v lastnih lažeh, ponareja preteklost, sedanjost in prihodnost. Človeku ni treba verjeti vseh teh mistifikacij, mora pa se vesti tako, kakor da bi vanje verjel. Že samo zaradi tega pa mora živeti v laži. Ni mu treba sprejeti laž, dovolj je, da sprejme življenje z njo in v njej. Že samo s tem namreč potrjuje sistem, ga izpolnjuje, ga dela, je sam sistem. Sistem laži. Trdim, da vsi predsedniki parlamentarnih strank, ki odstopajo, ki izstopajo iz koalicije ali zahtevajo Janšov odstop, so ti ljudje. S tem, ko sprejemajo laž, navedeno v poročilu, sprejemajo, potrjujejo sistem laži. In to je grozno. Jaz sem enkrat rekel, da Janša, veste, če bo odstopil oziroma če ga bodo zamenjali, a mislite, da se bo jokal? Ne, se ne bo jokal, mi se bomo jokali. Pa ne zaradi Janše. Zaradi sistema, ki nas požira. Sistem laži. Koliko zla naredi laž. Laž lansirana v dnevnih medijih, sistematično lansirana, ponavljana v dnevniku, v Delu, v Mladini, v Večeru, ponavljana, koliko gorja sovraštva vnese med ljudi. Pa se jim nič ne zgodi. Naj en vrtec 10 otrok dobi drisko. Takoj bo priletela inšpekcija v kuhno, zaprla kuhno in naredila halo. Prav je tako. Kaj pa zastrupitev naroda z lažjo? A bomo to trpeli? Da nas uniči laž? Mislim, da če kdo, morajo tisti, ki v srcu dobro mislijo, ki imajo en čut za pravičnost, ne samo da kričijo, da hočemo pravično državo, ampak da imajo en čut za pravičnost, da ga imajo res. Ne samo da kričijo, hočemo pravno državo, ampak da tudi vedo, da se samo na pravni način urejajo pravne zadeve. Če tisti ne bomo spregovorili, potem bomo taki, kot je rekel Havel, bomo s svojim molkom verificirali in utrjevali sistem laži, hinavščine in nasilja.
Cankar je nekoč rekel, prvikrat je človek oskrunil svojo mladost, kadar je prvikrat molčal, ko mu je srce ukazovalo, da naj govori. Iz sebičnosti se je rodila strahopetnost. Glejte, to je razlog, da je v tem času se prebudil tudi Zbor za republiko. Jaz sem vesel, tukaj so ljudje, ki čutijo, da je treba spregovoriti. Da je treba spregovoriti. In jaz upam, da bo vendarle resnica zmagala, da bo vendarle vse več ljudi, ki bodo čutili, da če hoče ostati pokončni, zvesti sebi, morajo, ne smejo moče prenašati takih neumnih laži, diskreditacij. In da bomo nekoč tudi dobili politike, ki ne bodo tiho in ne bodo za ulico kričali nad svojega premierja, da mora odstopiti, ampak da se bodo zavzeli za resnico. In prvo, kar je za človekovo osnovno pravico do obrambe, osnovno ustavno pravico do obrambe. Kje so vsi tisti, ki govorijo in kričijo o človekovih pravicah? Jih ni. Jih ni. In če pade na takem mestu, kot je predsednik vlade, če padejo vsa ta zakonska, ustavna, moralna načela, ja, potem je konec, potem, veste, z lahkoto se diskreditira župana, pa še kazga drugega, pa tega direktorja, pa onega direktorja, pa navsezadnje tudi soseda, enega drugega. Potem bomo tam, kjer smo nekoč že bili. Poznam primere, ko je tričlanski ljudski odbor, tam nekje leta 1950, poklical človeka v vasi, ga obdolžil, ga obsodil in poslal na Goli otok. Brezprizivno. Tričlanski odbor. Mislim, da si takih časov nihče ne želi. Pa znajo priti, če bomo tiho. Zahvaljujem se gospodu Cukjatiju za ta njegov poglobljen in občuten razmislek. Res dobra analiza, kaj je v ozadju poročila protikorupcijske komisije. Bolj, ko se odmika objava tega poročila, bolj je jasno, kako številna so vprašanja, ki se porajajo v tem poročilu, tako postopkovne kot ustavne, zakonske narave, pa še kakšne druge politične, recimo. In kako dobro moramo pravzaprav brati to poročilo v resnici med vrsticami. In sedaj vabim k razmisleku še dr. Štuheca. Izvolite. Hvala. Dober večer tudi z moje strani. Glede na to, da je gospod Cukjati govoril o tem, da živimo v sistemu laži, je najbrž logično, da tudi moralni teolog sme govoriti o sistemu laži. Zato, ker nekateri bi tudi radi teologom, pa ljudem iz cerkve zavezali usta, da ne smemo govoriti zato, ker smo sami koruptivni, zato, ker smo vsi krivi za zvon 1 in za zvon 2. Jaz sem na Zboru za republiko v Mariboru bil deležen tudi obtožbe, Štuhec vrni nam 800 milijonov evrov. Čeprav sem tudi sam žrtev vsega tega, kar se je dogajalo, pa tudi zavod, ki ga vodim, je na nek način posledično žrtev tega, kar se je dogajalo in kar seveda je bilo v marsičem narobe, ampak če sem že to temo odprl, moram reči, da v primeru zvona 1 pa zvona 2 ni šlo za tajkunstvo.
zaradi tega, ker se nišče ni osebno koristil, ne mariborski škof, pa tudi ekonom ne, ki je seveda z svojimi tveganimi posli delal neumnosti, o tem ni dobenega dvoma. Ampak tudi zvon 1 in zvon 2 bi se dala rešiti, če bi bila politična volja. Odgovoriti si je treba ta trenutek na vprašanje, a je katera firma med tem časom propadla, v kateri je bil zvon 1 pa zvon 2 lastnik, koliko jaz vem dobena. Tudi ti dva naprej delajo. Torej, najbrž je logičen zaključek, da stvari niso bile tako za nič, da bi bilo potrebno vse poslati v maloro, ampak če je bila tudi določena politična volja in te pri bankah ni bilo, bi se lahko stvari vendarle drugače vrtele. Ampak pustimo, to je druga zgodba. Tudi nočem biti apologet za stvari, ki so bile narobe. Hočem pa povedati to, da tudi če se v neki ustanovi, kot je cerkev, zgodijo stvari, ki niso v redu, ki so moralno sporne, ki so pravno sporne, to ni doben razlog za to, da moramo zdaj vsi biti tiho. Ravno obratno, ne smemo biti tiho, ampak je potrebno spregovoriti o vseh problemih jasno in glasno, pa ne gre za probleme znotraj cerkve ali ne gre za probleme v družbi. In ko te dni organiziramo ta omizja in se nekako odmikamo od tistega usodnega torka, ko je protikorupcijska komisija dala svoje poročilo v javnost, so se kar nabrali argumenti, ki jih je vredno nekako tudi povzeti in jih posredovati nocojšnji večer tudi vam, tu v Lenartu, ker sem prepričan, da vsi pač nimate tudi dovolj časa, pa tudi ne vseh možnosti, da bi sledili vsem medijem in vsemu temu, kar se je na to temo spregovorilo. Če bi skušal odgovoriti na vprašanje, kdo nam je ukradel državo, potem bi rekel, da se na primeru od zdaj naprej bom imenoval korupcijsko komisijo, se na primeru korupcijske komisije zelo evidentno kaže, da sta nam državo ugrabila pravni sistem pravnikov iz prejšnjega sistema političnega, ne iz demokratičnega. Pravnikov iz prejšnjega sistema, ki so z tisto miselnostjo ustvarjali tudi pravni red, v katerem danes živimo, in eden izmed rezultatov je tudi ta korupcijska komisija. In drugi, ki so nam ukradli državo, so pa mediji. In ti dvoji skupaj bi nam pa radi uničili zdaj državo. Ko je država v veliki stiski, ko je država v krizi, ko je vlada v enem letu uspela potegniti poteze tudi s pomočjo ustavnega sodišča, na podlagi katerih bi državo lahko potegnili iz krize, so se ti tako imenovani pravniki in mediji združili in skupaj odločili, da je potrebno zrušiti vlado, ampak s tem tudi rušiti državo. Vemo pa, da poleg pravnikov in medijev so seveda tudi še tisti strici in tete, ki vlečejo niti v ozadju. Gospod Košljati je citiral znameniti odstavek korupcijske komisije, v katerem je rečeno, kako bi morala ravnati. Torej, prva stvar, ki je, ta komisija je kršila svoj lastni zakon. Kako zdaj naj neka ustanova, neka institucija v tej državi obsodi ali vrže sum ali kakorkoli diskreditira kateregakoli državljana, od ta zadnjega v ta zadnji lenarški vasi do prvega, ki je na čelu vlade, če sama ne spoštuje zakona, ki
in ga seveda je naredil na nek način državni zbor, ampak mislim, da je državni zbor tudi sprejel določeno zakonodajo po sugestiji tistih, ki so to korupcijsko komisijo imeli prej v rokah. Vemo pa, kdo je imel prej v rokah to korupcijsko komisijo. Gospod Drago Kos, ki je bil prisoten pri vseh aferah, od orožarske afere preko Depale vasi in Patrije, edino zdaj ga ni, vsaj ne v ospredju, morda pa je v ozadju. Torej, ne more že zaradi tega biti ta komisija nepravno, še manj pa moralno ali etično verodostojna, če ne spoštuje tistega, kar je v zakonu zapisano in kar bi morala narediti, namreč, da bi prizadetim osebam, v tem primeru obema, gospodu Janši in gospodu Jankoviču, dati možnost, da imata vpogled v njihovo poročilo. Potem je v teh dneh se razpisal gospod magister Peter Prodanovič, pravnik. Jaz sem prvič slišal za njegovo ime, ko sem bral njegova stališča in na začetku povedal, da on je drugače prepričan levičar. Ampak vse, kar je prav, je rekel. In dokazoval, da je delovanje korupcijske komisije v nasprotju z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope. In ta dva dokumenta je Slovenija ratificirala 26.6.1994 in 6. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah zahteva, da mora imeti vsaka stranka v postopku enake možnosti za predstavitev svojega primera. Slovenska zakonodaja v tej točki ni usklajena s konvencijo, pravi ta pravnik, in pravi, da je strani Evrope že bil večkrat postavljen intervent zahteva, da se slovenska zakonodaja na tem področju uskladi z konvencijo, ki jo je Slovenija ratificirala. Torej, korupcijska komisija, ali zdaj skozi zmoto, korupcijska komisija deluje tudi proti dokumentom, katerim se je ta država zavezala in katerim so zavezane vse države v Evropi. Potem naslednji problem, ki ga vidim kot pravni problem in kot moralni in etični problem je, da v tej komisiji deluje tudi eden izmed članov, ki je leta dolgo kot novinar bil neprestano glavni poročevalec, pisec ali tudi pisun vseh mogočih zgodb okrog Janeza Janše. To je Rok Praprotnik. Higiena bi zahtevala, moralna higiena bi zahtevala, da se v primeru, kot je bil ta primer, ta gospod izloči. Sam, da se izloči. Ne, da mu kdorkoli reče. Če bi imel moralno integriteto, bi rekel, spoštovani člani komisije, veste, da sem dolga leta kot novinar deloval pri časopisu, v katerem smo odpirali te in te afere. Jaz sicer mislim, da sem bil pri tem korekten novinar in tako naprej, ampak zdaj pa vendarle v tej situaciji jaz tu ne morem biti zraven, ker bi s tem zrušil moralno integriteto te komisije. Ta gospod tega ni naredil, tudi njegov šef očitno ni imel za potrebno, da bi ga postavil pred vrata, ker to bi se edino zaslužil, če sam tega ne vidi. In tako smo prišli do ponovne točke, kjer lahko rečemo, da tej komisiji seveda ne moremo ne verjeti, ne zaupati in da je tudi na osnovi tega njena moralna integriteta nula koma Jozef. No, prej omenjeni gospod Peter Prodanovič svojo analizo zaključi takole, to bom pa zdaj prebral.
Spoštovani gospod predsednik, pozivam vas, da ne odstopite s funkcije. Saj, če bi odstopili, bi začela veljati domneva, da so trditve komisije resnične, v kar pa ne verjamem in sem trdno prepričan, da gre v duhu sedanjega časa za konstrukt političnega obračunavanja, zato pokončno ostanete na okopih slovenske pomladi. Konec citata. Tisti, ki berete Finance, ste v sredo in v četrtek po izbruhu afere v Financah lahko brali komentarje in pozive Janez Janša nemudoma odstopi. Potem so se pa tudi Finance malo ohladile in njihove glave in je v Financah išel najprej članek, ki je podrobno analiziral to, kar je gospod Cukjati prej povedal, da pravzaprav Janez Janša so parcelo v Trenti prodal prej bolj poceni, kakor pa predrago. No, potem, ko so Finance to zelo natančno razčlenile, potem so se nekateri oglasili, pa so rekli, ja, ampak tak šef je pa delal z firmo, ki je pa tudi delala pač državne posle. Ja, to je pa ta problem, ki ga imamo v Sloveniji. Kamorkoli se obrneš, takoj ti nekdo najde neko zvezo. Ali sorodstveno, ali delovno, ali ne vem kakšno. Ne? To je problem majhne države. In zdaj, nazadnje bo tako, ne? Da z nobenim nič ne smeš imeti, ker takoj boš že zapadel pod sum, da si koruptiven. Torej, ko niso več imeli ekonomskega argumenta v rokah, potem so pa šli seveda na nekega drugega, ki pa je težko dokazljiv, ampak dobro. Recimo, da tudi s tem lahko naprej pri ljudeh izdržuješ tisto miselnost, ki si jo sprožil v začetku afere. No, potem se je pa v Financah znašel še nek doktor Štular, ki je tudi podrobno analiziral poročilo komisije in pri njem sta nekako stopila v spredje dva argumenta. Pravi, da so popolnoma nejasni kriteriji, na podlagi katerih je ta komisija prišla do rezultatov. Ti kriteriji tudi niso bili za vse predsednike stranke enaki. Oziroma, korektno bi bilo, da bi komisija vnaprej povedala v svojem poročilu, na osnovi teh in teh kriterijev smo prišli do teh in teh rezultatov. To je abeceda v korektnosti. No in ta doktor Štular ugotavlja, da tega ni in ker tega ni, ne more biti poročilo transparentno. In drugi njegov ugovor je, da postopek in vsebina, ki ga je komisija uporabila, niti približno ne ustreza kakovostnim standardom, zato bi odstop predstavljal nevaren standard za bodoče primere. To, kar je že gospod Cukjati prej močno izpostavil in kar se jaz tudi z njim globoko strinjam, ker pač prihajam iz Maribora, jaz lahko mirno duše rečem, pred 6 leti sem za Večer napisal članek, v katerem sem rekel, da Kangler po moji oceni ni primeren za mariborskega župana. Po 6 letih pa ga moram braniti. In tisti, ki so ga takrat zvolili, so ga zdaj z ulice spravili gor. Isti lumpen proletariat ga je takrat volil, ki ga sedaj na ta način spravlja z oblasti. Ne gre za vprašanje Kangler, tako kot je bilo prej rečeno. Gre za vprašanje demokratičnih, legalnih, legitimnih poti, na podlagi katerih si izbiramo svoje predstavnike in jih tudi odstavljamo. In čar demokracije je v tem, da vsake 4 leta lahko vsakega zamenjaš, če ti pač ne ustreza. In tisti, ki bi radi šli nazaj, v prejšnji sistem, bi radi še enkrat 40 let čakali, da bomo vse zamenjali. Jaz ne bi rad več.
4 leta mi je čisto dovoljšna dinamika, zato da na vsake 4 leta lahko koga zamenjamo. Torej, ta precedens, ki se je zgodil v primeru Kanglerja, je tako nevaren, da celo družbo lahko pelje v smeri popolne anarhije. In prav v Mariboru so najbolj glasni tako imenovani anarholiberalci, ki prihajajo iz krogov Mariborske univerze. Ti gospodje in ena dama je bila posebej glasna, so bili tudi takoj promovirani na televiziji, ko je šlo za proteste v Mariboru. Niti eden od njih se ni oglasil v smislu, vsaka oblika nasilja je nesprejemljiva. Pa naj si gre za nasilje nad predmeti, to so tisti slavni radarji, ali naj si gre nasilje nad premoženjem, kaj šele nad ljudmi. Niti eden od teh ljudi se ni oglasil proti nasilju. Zakaj ne? Zaradi tega ne, ker njihova ideologija je osvobodilna fronta in oblika odpora, kakršnega smo imeli v času druge svetovne vojne, ko se je lahko vsak po svoje organiziral in vsak po svoje tudi koga spravil na oni svet. To je njihova metoda. In to metodo so demonstrirali s tem, ko so pošiljali skupine sedaj pred vrata in pred stanovanja mariborskih svetnikov. To je neke vrste moderna gverila, ki zaenkrat še ni uporabila orožja, ko pa bi to bilo možno, pa je seveda samo majhen korak od tega, kar zdaj delajo, k še večjemu nasilju. Namesto, da bi se intelektualna sfera v Mariboru oprla vsaki obliki nasilnih demonstracij, je dejansko to podpirala. Vključno z rektorjem Mariborske univerze na čelu. In to so te nevarne igre, ki se jih trenutno v Sloveniji igremo. Naslednji, ki se je oglasil na temo korupcijske komisije, že prej omenjen dr. Matija Horvat, ki je sicer kot akademik sedaj v pokoju. Jaz sem skupaj z njim sedel 2 mandata v medicinsko-etični komisiji Vlade Republike Slovenije. Ga visoko cenim, ker je to človek visokih moralnih kriterijev, človek, ki je tudi v svojem življenju nekaj naredil za človeka. In moram reči, da sem bil izjemno presenečen, da se je tako izpostavil v času, ko pomeni izpostavljati se za primer Janeza Janšo, tudi pomeni, da si najbrž za vse večne čase daš tudi nalepko na čelo, komu spadaš. In to je seveda dostikrat lahko za marsikoga moteče. Torej, gospod Horvat je rekel, če bi meni diplomant na fakulteti prinesel tak izdelek, kot je izdelek korupcijske komisije, nima dobene šanse, da diplomira. Ker je ta izdelek metodološko skrupocalo. Gospod Klemenčič je tisti dan, ko je Urbi et Orbi kot slovenski novi papež na področju prava razglasil, kaj se je pač zgodilo v korupcijskem smislu, svojo predstavitev zaključil, mislim, da takole, zdaj citiram. Nisem siguren, da to bil čisto zaključek, ali pa enkrat mi je spovedal, ampak vse to vseeno. Posledice tega poročila so lahko samo dvoje. Ali nas vse skupaj zaprejo, ker smo neosnovano in neutemeljeno očrnili in napadli najvišje predstavnike države, ali pa ti sprejmejo odgovornost, prav tako družba in politika, in sprejmejo ustrezne ukrepe. V nasprotnem primeru za KPK in zakon o integriteti ni smiselno
da še obstajajo. Na osnovi tega, kar je sam rekel, jaz predlagam, da ni več smiselno, da obstajajo in obstaja celo verjetnost, da bi bilo pametno, da bi jih sprocesirali, pa eventualno zaprli. Se so sami povedali. Sami so to napovedali. Samo še ena misel glede medijev. Tudi te dni se je pojavil na Planet Siolu intervju z gospodom Jelovacom, Srbom po rodu, ki je bolj tako za javnost neznana osebnost. In v tem svojem intervjuju, on je med drugim predsednik sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije, strokovnjak za področje medijev, v tem intervjuju med drugim pravi: na podlagi dolgoletnega opazovanja medijev, raziskav, pri katerih sem sodeloval, 10-letnega delovanja v radijskem mediju in predsednikovanja svetu za radiodifuzijo od leta 2006 do danes, lahko rečem, da je stanje nezadovoljivo. S takšnim stanjem ne morem biti zadovoljen iz več razlogov. Glavni razlog tiči v tem, da ima večina deležnikov v medijskem prostoru težave z razumevanjem bistva medijev. Večina naših medijev deluje kot trobilo nekega političnega ali kapitalskega interesa. Ne pa kot posrednik med stvarnostjo in javnostjo. Naj zaključim s primerom, ki potrjuje to diagnozo. Primer našega shoda v Mariboru. Vsi ste lahko tisti večer in drugi dan gledali posnetke, kako sta se domnevno dva tepla na shodu, in sicer napadu je udeleženec shoda Zbora za Republiko, nekoga, ki je tam protestiral. Tako so predstavili vsi mediji v Sloveniji. Ni bilo nobene izjeme. Mi, ki smo bili v dvorani, koliko nismo vedeli, da se je sploh kaj dogajalo. Ker to se je dogajalo zunaj, pred telovadnico, na koncu drevoreda, kjer mimo telovadnice gre pot do znamenitih stopnic na Kalvarijo. To je javna pot. Po tej poti se je pripeljal gospod z kolesom. Ker so protestniki stali pred telovadnico na ploščadi, njim pač se mogel normalno mimo peljati, in jim je rekel, tako mi pravijo očevici, omaknite se, da prije mimo, sicer pa ita reč delati, ne tu protestirate. In ko je to rekel, je seveda izzval tudi z nasprotne strani reakcijo, najprej je bil besedni dvoboj, potem pa je prvi fizično napadal tisti gospod v rdeči bundi s transparentom, ki ste ga lahko videli na vseh posnetkih. Narazen jo je spravil policaj v civilu in gospod v rumeni bundi s kolesom se je vsedel na kolo in se odpeljal. To je udeleženec Zbora za Republiko. Jaz mislim, da to sploh ni bil udeleženec Zbora za Republiko, ker ni najbrž niti namen priti tja. Ker če bi imel namen priti tja, bi moral iti skozi en drug vhod in bi ga mogli nekje drugot najti. Torej, že tu je prvo vprašanje, kdo je to sploh bil. A mislite, da je kakšen novinar prišel in vprašal organizatorja ali kogarkoli drugega od tam navzočih, ki so spremljali dogodek, kaj se je zgodilo in kaj se ni zgodilo? Ne, novinarji so dali mikrofon samo tistemu protestniku. Novinarske hiše so tudi na kraj dogodka že o 4:30 poslale vse fotografe, ki naj zabeležijo seveda dogajanje od samega začetka, zato ker so o 4:30 bili napovedani protestniki, da pridejo pred našo hišo. Ko so že vsi zapustili prizorišče dogajanja Zbora za Republiko, vsi udeleženci, so še fotografi snirali tam. In
ko sem jaz dajal Planet Siolo intervju v notranjih prostorih, pridejo vsi ti fotografi tja do mene, jaz jih debelo gledam, pa pravim, ja, kaj pa še vi tu delate? So rekli, vas čakamo. Sem rekel, ja, evo, tu me imate, poslikajte me, če sem vam tako zanimiv. Ne, a ne boste šel ven? Sem rekel, ne, kaj če mi hoditi ven, sem jaz tu doma, mi treba iz hiše iti. Čakali so, da bi Štuhec prišel ven do protestnikov in da bi me lahko tam pofotografirali. In da bi bil drugi dan spet lahko material, pa isti večer za vse slovenske medije, kako se je Štuhec srečal z protestniki. To je to, kar pravi Jelovec. Ustvarjajo dogodek, ne da bi spremljali stvarnost, ki se je dejansko dogajala in godila in jo posredovali javnost. Slovenski mediji žal v veliki večini ne izvršujejo tistega, kar imajo polna usta, da so avtonomni. Figo so avtonomni. Če bi bili avtonomni, potem bi se drugi dan po vseh medijih vsi vprašali, ali je to res, kar piše korupcijska komisija. In potem bi vsi mediji že drugi dan morali najti vse te napake, ki jih zdaj, 20 dni potem, ko se je zgodba zgodila, en za drugim odkrivajo strokovnjaki. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Štuhec. Mislim, da nam vedno znova nalivate čistega vina in tako je bilo tudi tokrat voda. Ja. Samo en utrinek, morda en zgodovinski spomin ob tem razmisleku tudi o slovenskih medijih. V času pred prvimi svobodnimi demokratičnimi volitvami na Slovenskem aprila 1990, ko se je Demos na čelu z dr. Pučnikom srečeval z ogromnimi težavami, ne samo finančne narave, ampak tudi v medijski prostor je bil za Demos praktično zaprt. In je dr. Pučnik dejal takrat vsemogočnemu Jožetu Smoletu, ki je vodil Socialistično zvezo delovnega ljudstva, ki je bila poleg partije najmočnejša organizacija in je obvladovala praktično vse pore slovenskega življenja. Torej, ko mu je dejal, da bi pa vendarle Demos pred volitvami zaslužil nekaj prostora v slovenskih medijih, je Smole zelo odločno odgovoril, tukaj se pa motite, mediji so pa v naših rokah. In se vprašamo, v čigavih rokah so slovenski mediji.